Spoštovani gostje, dragi kolegi, začela bi z mednarodnim znanstvenim posvetovanjem o represiji med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah. Na začetku bi najprej dala besedo direktorici Inštituta muzeja novejše zgodovine, ki nas gosti v tej lepi dvorani in bi nas želela pozdraviti. Prosim, dr. Kajšir. Najlepša hvala. Dobar dan, dobro jutro v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Zelo nam je v čast, in govorim v imenu celotnega kolektiva, da je današnja oziroma dvodnevna mednarodna konferenca Inštituta za novejšo zgodovino v naši hiši. Zdi se nam namreč zelo pomembno, da se te tematike, ki se dotikajo tudi našega muzeja, da nekako v teh tematikah sodelujemo, ravno samo skozi prostor in da se dejansko tudi znanja, ki prihajajo z inštituta, potem v muzeju delijo. Torej, res najlepša hvala za zaupanje in na vas videnje. Tudi jaz upam tako, naslednji, ki bi nas rad pozdravil, to je direktor inštituta, to se pravi organizatorja simpozija, dr. Damjan Koštin. Lepo pozdravljeni vsi, najprej vsem prisrčen pozdrav, seveda in zahvala vsem referentom in ostalim, ki ste se danes zbrali na tem znanstvenem simpoziju Represija med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in sosednjih državah. Inštitut se je pred več kot letom dni odločil, da svoj letošnji osrednji znanstveni posvet osredotoči na temo represije v vojnem in povojnem času. Pri tem smo se naslonili na iztekajoči se projekt, temeljni projekt Represija v Sloveniji med letoma 1945 in 1963, strukturna analiza različnih etap povojnih pogojev in drugih oblik represije, ki ga je v svojem financiranje v preteklih 3 letih sprejela Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Ta je tudi podprla današnji in jutrišnji znanstveni sestanek. Raziskovanje represije v novejši zgodovini Slovenije je eno od tematsko bolj razdeljenih vprašanj. Če je bila represija kot sestavni del okupacijskih režimov in boja odporniškega gibanja zoper to okupacijo navzoča kot raziskovalna tema že vse od prvih let po drugi svetovni vojni ali pa od začetka delovanja Inštituta za novejšo zgodovino, pa je vprašanje povojne represije, kar je tudi sestavni del današnje konference, resno začel šele v 80-ih letih in zlasti po osamosvojitvi Slovenije. Takšna razlika je seveda povezana z okoljem, v katerem je zgodovinopisje delovalo. Danes tudi še vedno mnogi menijo, da zgodovinopisje na tem področju ne opravlja v celoti svojega poslanstva raziskovati v okoliščinah, ko je v družbi dejansko obstoji več močno navzočih interpretacij, ki si sicer niso tako zelo različne, kar se tiče samih interpretacij obsega in okoliščin nasilja, kot so različne v širši interpretaciji razmer in vloge nasilja v sistemu zgodnjega in celotnega obdobja socializma in komunistične vladavine. Prav omenjeni projekt je imel za intenco, da bi z metodami zgodovinopisja pokazal osnovne premise tega procesa, vsaj za zgodnejše povojno obdobje, ko represija seveda ni bila le sistemska, pač pa tudi zelo konkretna, z mnogimi izgubami življenja in odzemi osebne svobode. Drugo, kar želim posebej izpostaviti, je zdaj že dolgoročni projekt ugotavljanja smrtnih žrtev druge svetovne vojne in prvega povojnega leta, tistih seveda, ki so umrle nasilne smrti zaradi vojnih dogodkov. Inštitut za novejšo zgodovino je, ko je načrtoval to najobsežnejše dokumentacijsko raziskovalno delo več kot 50-letni zgodovini inštituta,
želel z njim prispevati prav k objektivnejšemu pogledu na razmerja in vzroke nasilnih smrti in seveda tudi odmeriti številčnost in razmerja med posameznimi vzroki. Skozi obdobje 14 let in več projektnih oblik smo prišli do baze, ki po naših ocenah zajela blizu 100% dejanskih žrtev. Blizu seveda lahko pomeni nekaj procentov, lahko pomeni tudi manj kot procent. Nažalost tega seveda nikoli ne moramo popolnoma gotoviti in se 100% seveda ne popolnoma približati. Žal čas danes ni naklonjen efektnemu zaključku tega vsebinsko zelo bogatega in pomembnega gradiva, ki bi moral biti čim bolj analitična preiskava izbranega gradiva, vendar seveda še nismo obupali in bomo poskušali v takšni ali drugačni obliki to gradivo tudi prezentirati znanstveni in seveda tudi širši javnosti. In za konec, čeprav to ni prva preokupacija raziskovalnega zgodovinopisja, pa je njegova dodana vrednost družbi gotovo prispevek k raziskovanju preteklosti, ki naj bi bila predmet sprave. Če to seveda sploh še je nacionalni projekt. Seveda je resnica, ki jo kot ena od pomembnih sestavin sprave tej družbi lahko prispeva zgodovinopisje, lahko le relativna resnica, kot jo daje zgodovinopisje, povezana z viri, interpretacijo, diskusijo in upoštevanjem že doseženega. Vsem želim čim bolj uspešno delo, danes in jutri, ter seveda tudi dolgoročni uspešen prenos spoznanj, ki jih bomo danes predstavili, dorekli v prakso, v vsakdanje življenje. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu, zdaj bi pa dala besedo zaslužnemu profesorju Pravne fakultete v Ljubljani, dr. Bavconu. Moram reči, da smo zelo počaščeni in tudi zadovoljni, da je sprejel naše vabilo. Zdi se nam zelo pomembno, da o teh vprašanjih spregovorijo tudi nekatere druge vede in dodajo v teh kamenčkih vedenjah nekatere dopolnitve, katerih zgodovinarji pravzaprav nismo kos oziroma jih ne moremo raziskati. Tako da je vsekakor to interdisciplinarno raziskovanje teh vprašanj zelo pomembno. Prosim, za to. Spoštovani kolegice in kolegi, spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa dr. Troha, ki me je povabila, naj spregovorim nekaj uvodnih besed. Jaz seveda ne vem natanko, če bo to, kar imam namen povedati, kaj dosti pomenilo za vaše posvetovanje, ker je pač moj pogled z enega drugega zornega kota. Verjemite pa, da sem veliko premišljeval o tem, predtem sem to ljubezljivo vabilo sprejel in še zlasti sem premišljeval, glede na to, da je splošno znano do vsem, kakšno je moje stališče o narodno-osvobodilnem boju. In čeprav se to posvetovanje dogaja v času, ko so vsa instinktivna in zavestna občutja ljudi, prej kot v preteklost, s strahom in tesnobo usmerjena v vprašanje, kaj bo z nami jutri. Tako je torej odprto vprašanje, kaj naj povem kot uvod v to posvetovanje. V času, ko je fizično nasilje zamenjalo ekonomsko, ko ideološko nasilje
ni kaj prida drugačno od tistega nekoč. Toda morda bo kakšen nauk zgodovine le prišel prav zdaj in ravno zato, ker smo v stiski in ker je ta stiska pravzaprav v kakšnem pogledu zelo primerljiva z razmerami v 30 letih prejšnjega stoletja, ki so v Italiji, Nemčiji in še kje povzročile nastanek avtoritarnih in totalitarnih režimov, ki pa so se končali z drugo svetovno vojno, z njenimi strahotami in z neizogibnim obžalovanjem vrednim maščevanjem. Sprva sem imel namen spregovoriti kakšno besedo tudi o spravi, bolje rečeno vprašati, ali je geslo o spravi sploh mišljeno zares. A sem se temu odrekel, ker je o tem bolje, kot bi znal to storiti sam, spregovorila gospod doktor Spomenka Hribar v zadnji sobotni prilogi dela. Tako bo moja prva misel namenjena vojni, ali kakor danes rečemo oboroženim spopadom. Ti so namreč vir vsega in najhujšega zla. O tem ne bi bilo treba obširneje govoriti, saj to vsak ve. Pa vendar, če pomislimo samo dobrih 40 let po strahotah druge svetovne vojne v nekdanji Jugoslaviji, o čemer smo kar dosti videli v 5. delu nadaljevanke o Titu v nedeljo zvečer, je izbruhnila nova vojna na Balkanu. In v njej so sodelovali mnogi, ki so sodelovali tudi v prejšnji vojni, ali pa so vsaj v spominu še nosili vso grozo prejšnje vojne. Toda o vsem tem znanem ne bi govoril, če razklanost med Slovenci v tem času ne bi bila tako globoka, da je videti, kakor da je spopad na življenje in smrt tik pred vrati in da manjka samo še iskrica, pa bo izbruhnil. Vse, dobesedno vse, se zdaj na Slovenskem deli na desno in na levo, od tega, kje bo potekala kakšna cesta, pa kakšno smetišče, pa vse do usodnih vprašanj ekonomske politike, do tega, da država, Slovenija kot država izgublja pomembna mesta v evropskih in mednarodnih institucijah in organizacijah samo zato, ker vladajočim ni všeč kvalificirani kandidat, ker ga pač prištevajo med leve. Toda težava ni v tem, da imamo različna stališča, po mojem mnenju, marveč v tem, da tisti, ki ima trenutno moč in oblast v svojih rokah, to razume predvsem kot priložnost polastiti se vseh državnih in družbenih mehanizmov z ambicijo vse obvladovati in vse nadzorovati. Takšna miselnost seveda ni pripravljena prisluhniti drugačnim stališčem in opozorilom, narobe označuje jih kot sovražna in celo kot protidržavna. Déjà vu. Ali vas to ne spominja na čase, ko smo prejšnjo oblast kritizirali za to, ker je identificirala državo in partijo? Mene pa, in to je vsaj v posredni zvezi z temo tokratnega posvetovanja, spominja na čase v letih 1944 in 1945, ko tedanje politično, vojaško in cerkveno vodstvo slovenske kolaboracije ni hotelo slišati neštetih pozivov svojih ljudi iz Londona, naj prenehajo s kolaboracijo, ni slišalo opozoril tedanjega še obstoječega kralja Petra, ki je se sklicujoč se na kazenski kazenski zakonik stare Jugoslavije povedal, kaj čaka
državne izdajalce po vojni, niti pozivov in povabil naj se vključijo v narodno-osvobodilno vojsko. In to vodstvo je na ta način seveda pravi in zavestni povzročitelj tega, kar je predmet tega posvetovanja, maščevalne represije po vojni. Ali menite, da bi tokratno posvetovanje lahko kaj pripomoglo k spametovanju slovenskih politikov in tako preprečilo eventualni oboroženi razplet v prihodnosti? Vem, da seveda nimate takšnih ambicij, a posredno bi trezna, umirjena, ideološko neobremenjena raziskovanja nemara le mogla kaj prispevati k malce večji civiliziranosti in kulturnosti slovenske politične srednje. Moja druga misel se nanaša na vprašanje o resnici, tej izmuzljivi kategoriji, na katero pa se sklicujeta oba. Tisti, ki trdi, da je zdaj le dan, kako tudi tisti, ki zatrjuje, da je noč. In če zatrjevana ena resnica postane resnica z veliko začetnico, se pravi resnica o oblasti, potem postanejo njeni verniki pripravljeni boriti se na življenje in smrt za njo in uničiti celo državo, ki so jo pred 20 leti ustanovili. V zvezi z resnico nas pravnike in zgodovinarje, zlasti kazenske pravnike, povezuje podobna naloga. To je iskanje resnice. Ne mislim na filozofski pojem resnice, temveč na resnico v vsakdanjem pomenu besede, ki ji v naši stroki rečemo historični dogodek. Od tega, ali so policija in državni tožilec odkrili pravo resnico o tem historičnem dogodku, ki je predmet kazenskega postopka, je odvisna usoda obdolženca in razen v izjemnih primerih, ko je mogoče še uveljaviti izredno pravno sredstvo obnove kazenskega postopka, velja reklo, znano še iz rimskega prava, res judicata pro veritate habetur. Toda potem so v medicini in v biologiji odkrili DNK. In to odkritje so s pridom uporabili tudi v kriminalistiki. In kot ima vsaka stvar, tudi kakšen svoj stranski poseben učinek, v ZDA so odkrili, da je bilo krvi na podlagi DNK analize, odkrili, da je bilo kar veliko število ljudi obsojenih na smrt in justificiranih, čeprav so bili nedolžni. Samo nekateri so imeli to srečo, da so jim izvršitev smrtne kazni odlagali in so preživeli. Da bo paradoks še večji, naj citiram še to, da je Evropsko sodišče za človekove pravice v enem primeru odločilo, da Velika Britanija ni dolžna izročiti Združenim državam zahtevanega storilca umora. In sicer zato, ker mu je bila tam že v odsotnosti izrečena smrtna kazen, čakanje na izvršitev smrtne kazni pa sodi po mnenju Svetega sodišča v kategorijo mučenja, ki je prepovedano v 3. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah. O zmuzljivosti resnice torej ne govorim zato, ker bi jaz sam imel kakšen odrešilni recept za postopek njenega iskanja in za ugotavljanje ali za merila verodostojnosti tega, kar velja za resnico. Temveč zato, da bi opozoril na to, da je resnica vrednota po sebi in da preneha biti resnica tisti trenutek, ko postane sredstvo za njej tudi cilje.
V prejšnjem družbenem političnem sistemu in prav tako tudi zdaj se uveljavljajo glede preteklosti nekateri stereotipi, ki so zgrajeni sicer na kakem resničnem dogodku ali dejstvu. Nanj pa so napletene ideološko-politične interpretacije in domneve. Nažalost je potem tako, da takšne resnice uveljajo kot resnice z veliko začetnico in vplivajo ali celo določajo potek bistvenih dogajanj in vplivajo celo na usode ljudi. Stereotip o zločinski naravi narodno-osvobodilnega boja je, samo za primer navajam, povzročil, da so nedavno nekaj tisoč še preživelim udeležencem narodno-osvobodilnega boja vzeli občuten del pokojnine pod pretvezo varčevanja, čeprav gre za zanemarljivo količino denarja, in z zakonom, ki je po mojem prepričanju ne samo protiustavno, ker krši ustavno prepoved poseganja v pridobljene pravice iz drugega odstavka 155. člena ustave, marveč je po mojem prepričanju tudi v najgrobjem pomenu besede protipravno. Samo z državnim udarom ali samo ob revolucijah se lahko zgodi, da en sam zakon razveljavi določbe skoraj 40 drugih, ki so vsi na ustavi utemeljeni in legitimno sprejeti. Po mojem mnenju bi v zvezi z resnico veljalo spregovoriti tudi o nekaterih načelih vsakršnega družboslovnega raziskovanja, tako tudi zgodovinskega in tudi pravnega. Zdijo se mi odločilnega pomena za znanstveno korektnost raziskovalnih rezultatov. O dezideologizaciji sem nekaj že povedal, da naj ta elementarni in samoumevni pogoj znanstvene korektnosti tu samo še poudarim. Toda ali se ne zdi tudi vam, da je eden iz bistvenih pogojev za to, da bi se resnici o kakšnem historičnem dogodku vsaj približali, to, da raziskovalec podatkov ne zbira za to, da bi z njimi dokazal kako vnaprejšnjo hipotezo, marveč samo in izključno za to, da bi razumel, kaj se je nekoč dogajalo, zakaj se je zgodilo, v kakšnih okoliščinah, s kakšnimi argumenti so odločilni ljudje odločili tako, kako so, in ne drugače, ne tako, kako bi nekateri danes mislili, da bi bili pred 50-70 leti morali. Vse vemo, vse razumeti nikakor ne pomeni vse oprostiti. In vendarle ideološka zaslepljenost nam onemogoča še tako preprosta in razumljiva načela. V kazenskem pravu imamo nauk o vzročni zvezi, ki je ena izmed tistih omejitev, zaradi katerih v demokratični pravni državi ni mogoče kazensko preganjati ljudi kar povprek. Domnevam, da tudi v zgodovinski znanosti ni mogoče ničesar verodostojnega ugotoviti, če se pozabi na to, da se na svetu nič ne zgodi brez vzroka. Že vse od moje dizertacije iz leta 1957 sem poskušal prepričevati ljudi, da kriminaliteta ni v prvi vrsti posledica zlobnosti in sprijenosti ljudi, marveč, da gre za zelo zapleten vozel socialno-ekonomskih, socialno-psiholoških okoliščin, ki v dinamični interakciji s posameznikovo biopsihično strukturo rezultirajo v preštevilnih dejanjih in nehanjih ljudi, med njimi tudi kriminalnih.
Zato se mi zdi razglašanje slovenskega naroda za genocidnega ali narodno-osvobodilno gibanje za zločinsko ali udeležence narodno-osvobodilnega boja za zločince ali tiste, ki so se borili proti v imenu neke druge ideologije in pogleda za zločince, popolnoma nesprejemljivo, takšno, ki preprečuje, da bi lahko obstajala koeksistenca in medsebojno spoštovanje. Moja tretja misel je prepričanje, da vas zgodovinarje in pravnike povezujejo prizadevanja za to, da je končni cilj vseh teh raziskovanj ta, da se grozovitosti, če za vse neskončno trpljenje ljudi uporabim enostavno besedo, ne bi kar naprej ponavljali. Čeprav razumem, zgodovinarji uveljavljate to elementarno zamisel z iskanjem resnice o posameznih spornih dogodkih, o časih, o ljudeh, z osveščanjem ljudi, s prispevki k kolektivnemu zgodovinskemu spominu in še kako. Pravniki pa poskušamo kaj dobrega narediti z normami domačega in mednarodnega kazenskega prava, ki naj bi delovali preventivno, pa tudi z ustanovitvijo mednarodnega kazenskega sodišča in tako imenovanih mednarodnih hibridnih sodišč, ki naj sodijo storilcem hudodelstva zoper mir, genocidov, hudodelstva zoper človečnost in vojnih hudodelstv. Stanje in status, ki ga ima danes mednarodno kazensko pravo, je predvsem zgodovinski proces, ampak v zadnjem času je rezultat nekaj več kot 20 let, ko so s padcem Berlinskega zidu nastale okoliščine, ki so dovolile, da se je nekoliko bolj uveljavil proces nastajanja vladavine prava, ki naj nadomesti do sedaj samovoljno in maščevalno pravico močnejšega z legitimnim, zakonitim, kredibilnim in kar se da pravičnim sojenjem pred mednarodnimi sodišči. Šele v 1993, ko so vele sile v varnostnem svetu privolile v ustanovitev ad hoc mednarodnega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo, se je zdelo na eni strani, da je to utopija. Na drugi strani pa se je velesilam zdelo, da je to še najmanj obvezujoč ukrep, ki naj ustvari vsaj vtis, da mislijo resno, ko izdajajo neštete deklaracije o koncu po prenehanju sovražnosti vedosti. Gospe Karla Del Ponte, nekdanja generalna tožilka in njena pomočnica Florence Hartmann, sta dokumentirano v svojih knjigah pokazali vso bedo politike velesil in njihove poskuse spremeniti to sodišče ustanovljeno kot neodvisno, nepristransko v svoje orodje. Zato je tam prvi poskus zamenjave golega nasilja s pravom takšen, da ni zadovoljil vseh pričakovanj. Pa vendar, sojenja pred tem mednarodnim sodiščem so postala dragocena tako za zgodovino, kot tudi za pravo. Glede zgodovine je to najboljše povedala gospa Florence Hartmann, ko je v svoji knjigi Mir in kazen zapisala, da bodo sojenja v Hagu zapustila velikanski zgodovinski arhiv o dogajanjih na Balkanu, pa tudi po svetu v 90-ih letih, in med njimi tudi zelo zgovorna pričevanja o neprav časti vredni politiki velesil glede strahotnega nasilja v tej balkanski vojni.
Za pravo so ta sojenja dragocena v več pogledih. Najprej poudarim, da je bilo samo 5 let po ustanovitvi ad hoc mednarodnega sodišča julija leta 1998 na diplomatski konferenci v Rimu z veliko večino glasov sprejeta mednarodna konvencija o ustanovitvi stalnega mednarodnega kazenskega sodišča. To je velik preskok, za katerega so največ zaslug imela sojenja sodišča v Hagu. Haška sojenja pa so prispevala še veliko drugih pomembnih novosti. Tako na primer so uveljavila načelo zakonitosti, ki ga prej mednarodno pravo ni poznalo. To načelo zakonitosti pa med drugim pomeni tudi to, da določb štatuta mednarodnega kazenskega sodišča ni mogoče uporabiti za nazaj. Pa so vključili na podlagi izkušenj iz Haga tudi pravilo, da izvršenih mednarodnih hudodelstev ni mogoče opravičevati z izgovorom, da so bila storjena v obrambi. Nadalje sodi sem natančneje oblikovana, čeprav za zdaj še nekoliko teoretično sporna poveljniška odgovornost. To bo pravo popravilo. In ne nazadnje prav tako tudi sporna, teoretično do neke mere sporna konstrukcija o združenem kriminalnem podvigu, bom citiral v angleškem jeziku, ker je v tem najbolj znana termin criminal enterprise, ki jo je sicer uporabilo že Nürnberško sodišče, a je takrat še ni moglo tudi pravno korektno formulirati. Namenil sem ta mednarodno-pravni vidik represije med vojno in po njej prihranil za konec mojega nagovora, ker je pravzaprav še edino, kar ponuja vsaj malo svetlobe na koncu tunela. Seveda ne mislim, da bo ta svetlova, ali drugače povedano, zmaga nad nasiljem, zmaga prava nad nasiljem, kmalu zasijala. A morda bo nekoč zasijala, če bomo vsi, kar nas dobrih je ljudi, zato kaj naredili. Priložnosti za to je dovolj, že če se spomnimo samo na vrednote demokratične pravne države, v imenu katere se je Slovenija osamosvojila. Strpnost, sobivanje z drugačnostjo, varstvo manjšin, odprtost duha, nenasilje, vladavina prava, ne zlorabi prava, spoštovanje človekovega dostojanstva, njegovih pravic in svoboščin. To vse je pravo nasprotje hujskanja, spodbujanja k sovraštvu, razpihovanja nestrpnosti in nasilja, čemu smo na žalost vse bolj priča tudi pri nas. Tokratno posvetovanje, če sem ga prav razumel, je v svojih globinah namenjeno prav temu, da bi kaj prispevalo k uveljavljanju prej omenjenih vrednot. Še bolj natančno rečeno, k temu, da bi nasilje in samovoljna represija postali nekaj negativnega v zavesti ljudi. V tem imenu želim vašemu posvetovanju veliko uspeha. Zahvaljujem se profesorju Balconu za te poglobljene misli. Zdaj bi pa jaz, kako se reče, razpisala 5 minut odmora.
Obvestila bi vas še, da se posvetovanje snema. Dolžni smo to obvestilo dati in ga bomo tudi dali na vrata, tako da vsi ste o tem obveščeni. Obvestila bi vas še o tem, da dr. Darko Dukovski žal ne more priti in je njegov referat razmnožen tam v veži, on je sicer na sporedu jutri. Prav tako je na razpolago širši referat profesorja Ravla Kupa, ki bo jutri govoril v italijanščini, tako da tega ne bi prevajali, ampak si ga lahko preberete. In na razpolago tudi referat kolege Žige Koncilija, ki jutri tudi žal ne more priti zaradi smrti v družini. Hvala lepa za